Predsednik vlade Robert Golob je včeraj gostil četrti vrh koalicije, na katerem so v ospredje postavili prenovo plačnega sistema in reformo nepremičninskega trga. Napovedane so številne spremembe, obravnave obeh reform pa so se lotili po že znanem principu. Najprej podrobna analiza, nato še določitev prioritet in postavitev časovnice. Po seji so spregovorili Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec. Danes smo nadaljevali z zasedanjem vrha koalicije. Na točke, ki smo jih imeli na dnevnem redu, sta bili dve. Obravnavali smo na eni strani reformo javnega plačnega sistema in na drugi strani reformo stanovanjskega trga v Republiki Sloveniji. Po istem vzorcu kot na prejšnjem zasedanju, ko smo obravnavali zdravstveno reformo, smo tudi tokrat najprej naredili in izhajali iz analize stanja. O tem smo opravili poglobljeno razpravo, razprava bila nekoliko daljša na plačnem sistemu, pa tudi na stanovanjskem je bila zelo poglobljena in potem na podlagi obeh analiz na nek način dogovorili, sedaj bo to v zapisniku jasno tudi vidno, zapisniki se bodo pripravili v naslednjih dneh, dogovorili, katere so prioritete in kakšna je časovnica za izvedbo obeh reform. Vzorec delovanja je vedno enak, želimo delovati po najprej analiza, potem prioritete in potem časovnica. Kar se tiče plačnega sistema, je bila naša ocena enotna, skupna, če hočete, da že nekaj časa enotnega sistema žal v Sloveniji na področju javnih plač ni. Da si ne bomo pred tem zatiskali oči, temveč bomo ta sistem reformirali. Korakov bo več. Eden od tistih korakov, ampak samo eden od korakov, so pogajanja znotraj socialnega dialoga o sedanjih plačnih razmerjih. Poudarjam sedanjih, kajti ta pogajanja bojo na nek način služila kot osnova ali izhodišče, na katerim bojo temeljili vsi ostali ukrepi znotraj reforme. Ampak se reforma ne zaključi na pogajanjih, kar se tiče reforme pomeni, da moramo izpeljati še celo vrsto ostalih korakov. Ti bojo v podrobnosti predstavljeni v naslednjih dneh oziroma najverjetneje naslednji teden, ko bomo imeli pripravljen zapisnik. Tisti sklepi, ki so bili pa potrjeni, pa so, da bomo temeljili na tem, da je spodnji del lestvice, tisti, ki ga prvega naslovimo. Nedopustno je, da imamo plačne razrede, ki so pod minimalno plačo. Ta del bomo naslovili najprej in s tem bomo najprej se lotili te reforme. Drugi del je, da se razmerja spremenijo, v skladu tudi s predlogi, ki so prihajali v zadnjih dnevih, na razmerje 1:7, v primerjavi med najnižjo plačo in najvišjo plačo v javnem sektorju. Tretji del je, da bomo iskali način, kako se bojo plače usklajevale skozi leta na enak način, kot se usklajujejo minimalne plače, pokojnine in socialni transferi. Spravi, iskali bomo skupno osnovo, na podlagi katerih se usklajujejo te štiri kategorije. Danes žal nimamo skupne osnove, vsaka ima svojo zakonsko podlago in zato tudi prihaja do teh utopitev v minimalni plači, do težav pri socialnih transferih in podobno. Ta del usklajevanj je zelo pomemben, ker ne želimo vsako leto znova odpirati, ali je sistem še vedno enoten. In enako pomemben sklep je bil tudi ta, da ne bomo iskali rešitve v enem stebru, ampak da bomo iskali rešitve v več stebrih oziroma panogah, s panožnimi dogovori, kjer bomo poskušali pripeljati tudi do vsaj delne avtonomije znotraj panog, kako naj posamezna panoga ureja plačna razmerja znotraj stebra. Na ta način želimo bolj vključiti vse udeležence v socialnem dialogu, hkrati pa jim tudi predati na nek način del odgovornosti, zato da urejajo medsebojna razmerja. In s tem pridemo do zaključka, ki se mu reče, naredili bomo vse, da sedanji sistem pajkove mreže, po kateri kjerkoli v sistemu spremenimo eno samo plačo, to sproži val zahtev po celem sistemu, da se ta pajkova mreža, ta sistem v celoti in dokončno odpravi. Na ta način bomo dosegli to, da je sistem, ki je, ko bo postavljen, potem tudi zdrži naslednja leta,
ne samo leto ali dve, ampak daljše obdobje, brez da se ob tem ustvarjajo dodatne krivice med posameznimi poklicnimi skupinami. Kar se tiče reforme stanovanjskega trga, tu smo bili enotnega mnenja, da ne samo zato, ker je to naša predvolilna obljuba, ampak enotnega mnenja, da je treba ukrepati odločno in z vsemi silami. Enotnega mnenja smo, da je glavni nosilec, če hočemo res nekaj premakniti, mora biti javni sektor, v tem primeru javni skladi, stanovanjski skladi, republiški stanovanjski sklad. Enotnega mnenja smo bili, da moramo, če to želimo spremeniti, povečati priliv javnega denarja iz proračuna v javni stanovanjski sklad, hkrati pa začrtati tak okvir stanovanjske politike, ki bo omogočil, da se v gradnjo vključujejo tudi državna zemljišča znotraj SDH-ja, hkrati, da se bo v to reformo lahko vključeval tudi posamezne zadruge kot eventualni investitorji ali pa še kakšna druga kategorija. Želimo začrtati regulatorni okvir, ki bo omogočil, da se na trgu pojavijo dostopna stanovanja čim širšemu krogu najemnikov, tudi investitorjev, z enim samim namenom, da se cene tako najemnin kot stanovanj na daljši rok znižajo. Reforma ni namenjena temu, da neka ozka skupina reši svoj stanovanjski problem, reforma je namenjena temu, da se celoten stanovanjski fond na trgu poceni za vse skupine. In zato smo pripravljeni investirati javni denar. O podrobnejših načrtih bom pustil, da govori Luka, zaradi tega, ker gre za njihovo področje, govorimo pa o tem, da je treba kapacitete z leti počasi zgraditi. Ne bomo obljubljali tisoče stanovanj v tem letu, ker to ni izvedljivo. Obljubljali pa bomo, da bomo do konca mandata pripravili vso infrastrukturo, da bomo lahko govorili o več tisoč stanovanj na leto od leta 2026 dalje. Jaz lahko ugotovim, da smo res zelo blizu temu, kaj želimo doseči, in gotovo je strinjanje, da je nujna celovita prenova plačnega sistema. Da danes ne moremo več govoriti o enotnem plačnem sistemu, ker je ta res razpadel, nezadovoljstvo narašča, porušena so razmerja, anomalije, številne pomanjkljivosti, ki jih je nujno potrebno odpraviti. Predvsem smo se zavezali k ambiciozni časovnici in trdemu delu znotraj koalicije. Vidimo, da je veliko nesorazmerij, za nas je nekaj ključnih usmeritev, to je transparentnost, ko delamo na tej reformi, to je finančna vzdržnost, enako plačilo za enako opravljeno delo. Neprimerno oziroma nesprejemljivo je, da danes nekdo, ki dela poln delovni čas, ne doseže niti minimalne plače. Tako da tu je pred nami kar ena najobsežnejših verjetno reform, najtrši oreh, od katerega bo tudi odvisno ostale reforme, ampak strinjali smo se, da kot koalicija delamo skupaj na teh reformah, da bo težko leto, ampak da bomo na tej poti sodelovali skupaj. Bistveno za Socialne demokrate je, da bomo v tem času, ko gre za reformo, prenovo plačnega sistema, ves čas tudi sodelovali s socialnimi partnerji v socialnem dialogu, kjer je to seveda potrebno, in da seveda bomo tu morali biti zelo potrpežljivi. Čaka nas kar težko obdobje, še enkrat vzpostaviti moramo pravična plačna razmerja in posebej v spodnjem delu lestvice, kjer si vsak zagotovo zasluži dostojno plačo. Zdaj, če čisto na kratko glede nekaj stanovanjske reforme. Socialni demokrati smo v to vlado vstopili z ambicijo, da se lotimo tudi stanovanjske reforme. Danes smo slišali tudi dobro analizo in nekaj konkretnih usmeritev. Mi smo že spisali tudi svoj zakon in danes sem ponudila roko, da skupaj znotraj koalicije, v bistvu so ti načrti zelo podobni, kako priti do izgradnje najemnih stanovanj v
tem obdobju mandata ali do leta 2030, kako zagotoviti financiranje, javna sredstva in seveda tudi druga sredstva, ki bodo za to potrebna, ampak se mi zdi, da s tem, da imamo začrtane skupne ukrepe in da smo pripravljeni sesti skupaj skozi neke strokovne delovne skupine z našimi sodelavci, smo zagotovo na pravi poti. Kar se plačne reforme tiče, se strinjam z zaključki, ki so bili podani. Zdaj seznanili smo se s precej obsežno analizo dinamik v sistemu plač v javnem sektorju od leta 2015 naprej, ki jim ne gre oporekati. Dejstvo je, da pač ta sistem je vsako leto dražji. Dejstvo je, da kljub temu, da je denarja v sistemu vsako leto več, je hkrati v njem vedno več nezadovoljstva. In dejstvo je, da je sistem plač v javnem sektorju postal generator tega nezadovoljstva. Tako da, če potegnem črto, prva stvar, s katero smo zelo zadovoljni, je, da je sklep današnjega vrha, da po novem ne bo več plač pod minimalno plačo v javnem sektorju. To je izhodišče, na katerem delamo. Druga stvar, plačna razmerja bodo omejena in sicer na 1:7. In tretja stvar, kjer tudi zelo pozdravljam ta razvoj dogodkov, ne bo več država vse povprek posegala, poskušala posegati v sistem plač v javnem sektorju tako kot zdaj, ampak se ga bo strukturiralo v stebre oziroma panoge in se bo deloma avtonomijo določanja plač in dodatkov in tako naprej prepuščalo socialnim partnerjem znotraj teh stebrov. Tako da spreminjamo v celoti pač dinamiko določanja višin plač v javnem sektorju in mislim, da je to velik korak naprej oziroma prvi pravi korak naprej, sploh po tisti Virantovi reformi leta 2008. Druga stvar, stanovanjska politika. Zdaj tukaj, kot je bilo rečeno na začetku predstavitve, Slovenija že kar nekaj časa živi na hlapih preteklosti. Stanovanjski fond, ki ga imamo, je vsako leto starejši, stanovanjska gradnja se zaustavlja. Imeli smo nekaj časa, nas je reševala samogradnja, se pravi pač ljudje, ki so si sami gradili hiše. Druge gradnje je bilo relativno malo oziroma imeli smo neko zanimivo špico privatne gradnje tam okrog let 2005-2008, ki je pa po krizi zamrla in se ni nikoli zares pobrala. Po tretji strani pa država v to politiko ni nikoli investirala. In zdaj imamo ogromen problem. Mladi ljudje, moja generacija, mlajši pa še toliko bolj, ne morejo več niti do dostojnih najemnin, dostikrat ne morejo do stanovanjskih kreditov in ko se staramo, se je treba tudi vprašati, kako bodo te ljudje živeli na stara leta, ko ne bodo imeli dostopnih stanovanj. Kakšno krizo, socialno krizo nam bo to v državi povzročalo. Tako da stanovanjska politika, ki jo postavljamo, je investicija v prihodnost, je investicija v nove generacije. Postavili bomo pa na sledeč način. Kot je že predsednik vlade povedal, pač zaradi te očitne pač disfunkcionalnosti trga v Sloveniji vstopa javni sektor, se pravi javni stanovanjski skladi, bomo pa sistem postavili pluralno. Ne bomo stavili samo na enega konja, ne bomo ustoličili nobene svete krave, pač pa bomo oblikovali pluralen sistem, kjer bomo zelo jasno pač postavili gabarite, kdo lahko vstopa na trg javnih sredstev, pod kakšnimi pogoji se javna stanovanja gradijo in kako naj bodo te organizacije pač organizirane. Se pravi, govorimo o tem, da bodo javna neprofitna stanovanja lahko gradili javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije, pravi, ki so lahko organizirane kot podjetja, stanovanjske zadruge, pa mogoče tudi še kdo drug. Posnemamo avstrijski model, cilj pa je, da vzpostavimo možnosti, da do konca mandata ustvarimo stroj, ki bo zgradil 2000 stanovanj na leto. To je naš cilj. Jaz mislim, da je po tem, kar smo danes se dogovorili, dosegljiv. Jasen dogovor je pač, kako se bo to delalo, na kakšen način bo to javno podprto in moram reči, da sem prvič v svojem življenju optimističen, da bomo stanovanjsko politiko v Sloveniji tudi zares zgradili. Tako da pod črto mislim, da je za nami zelo uspešen dan.